Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste znova z nami. Danes je četrtek, 29. januar 2026, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Vsako delo je častno, pravi Jožica Korošec, ki po 10 letih zaključuje s delom čistilke na Večeru. Z elektronsko osebno izkaznico do 10 javnih storitev, hitreje, ceneje in predvsem kadarkoli. Anže Logar in Vladimir Prebilič, opredelite se. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Današnji Večer izjutraj začenjamo z drugačnim pogovorom, kot ste jih sicer vajeni. Pogovarjali smo se z Jožico Korošec, čistilko, ki v naslednjih dneh zaključuje z delom na Večeru. Torej, tokrat vam na začetku našega dnevnega podcasta ponujemo malo drugačno vsebino. Seveda to ne pomeni, da ne manjka vsebin v Večeru in na vecer.com. Bi pa se radi v naslednjih minutah posvetili in poklonili naši, lahko rečemo, kar sodelavki, Jožici Korošec. Jožica, kakšen je pravilen izraz čistilka, snažilka, kak vi rečete? Ponavadi zdaj vsi, eni rečejo snažilka, eni pa ponavadi reče čistilka. Kaj pa vi? Čistilka. Jožica Korošec je bila 10 let čistilka na Večeru. Hvala za vse, kar ste postorili za nas na Večeru. Kaj bi vi rekli zdaj ob zaključku te ene epizode vašega življenja, oziroma tega, da ste pač bili del tudi Večerove zgodovine? Jaz bom rekla tako, 10 let ni mala doba, to je kar veliki zalogaj, glede na stari Večer, ki je bil velika stavba. Od začetka sem se ga strašila, ker je res bilo veliko. Pol pa se navadiš, ker pač si delal zjutraj pa popoldan, 4 pa 5. Je kar, za eno osebo je naporno, ampak moram pa reči, da se ne morem predstavljati, da je minilo 10 let. Tako da jaz bi se zahvalila tudi Večeru, ker je bilo zelo zanimivo, od novinarjev, vseh, ki so tu sodelovali, tako da jaz bi se tudi njim zahvalila, da so me tako lepo sprejeli vsa ta leta. Vas bom pogrešala, kaj ne rečem? Mi tudi vas, čisto iskreno. Eno malo bolj direktno vprašanje si bom privoščil. Mi smo imeli tudi kakšno čago, kdaj v teh letih na Večeru, ne? Je bilo naporno tisti dan, tisto jutro vstopiti v te prostore? Mislim, rekla bom, da od začetka pač malo pogledaš, kaj te za tako velikega. Potem pa začneš delati, pa je v redu. Edino zaključek starega Večera, ko ste imeli čago, tisto pa moram priznati, da je bilo prehudo za mene. Tako da na koncu ste si praktično tisto sami sčistili pa pospravili. Jaz sem samo finiš naredila. Je v bistvu prav, ne, da takrat, ko mogoče tudi eno tako sporočilo, ne, da takrat, ko pa ne pomislimo na naslednji dan, pa na katerokoli našo reakcijo vsak dan, na ulici tudi, ne, tudi na ulici ste vrsto let opravljali to vlogo, verjetno je prav, da vsak trenutek pomislimo, da pa nekdo skrbi za nas, za to, za naš prostor, za naše ulice, da nekdo vedno počisti za nami, ne? Ja, točno tako, 5 let sem bila zunaj, sem tudi čistila ulice. Moram reči, da tam je včasih bilo še bolj naporno, sploh ljudje, sploh pa kakšne velike čage, martinovanje, novo leto, silvestrovanje, pa še vmes se kaj najdlo. Te časi, ki še bil Radio City pod Pohorjem, ogromno tega. So pa tudi, moram priznati, da ljudje bili, ne vsi, določeni, malo nesramni do nas. Na kak način? Spomnim se dogodka, res se spomnim tega, da je ena babica, mislim, da je bila z vnučkom, pa sem čistila veni, pa je rekel, vidiš, če boš poreden, boš tak delal kot ta gospa. Takrat nisem htela biti nesramna, sem se vstavila, pa sem rekla tako, če ne boš
hodil v šolo, boš to delal. Se glejte, gospa, jaz imam končano srednjo šolo. In nikjer v trgovini ne piše, odkot je denar, zato ne učite vnuka ali kdo pač je tega. Ker to je pa žaljivo za nas. Kakšen pa je danes odnos, mogoče, če se s kakšnimi kolegicami, kolegi pogovarjate, smo recimo v odnosu do smetarjev, smetark, čistilcev, snažilcev? To se najde. Mislim, da je malo lepši odnos sedaj, koliko se tako malo, pač koliko srečaš koga, ki se še najdejo, ne, tudi. Ampak, češ, vse zato si tu. Zato si ti tu, da to delaš. Vse še najdejo, samo mislim pa, da tako ne. Tako da, jaz upam, da ne. Koliko kaj vi pogledate na večerovo spletno stran, če sem prav opazil na Facebooku, ste več tednov zapored postali največja oboževalka naše strani. Koliko se le da, res skoraj vsak dan. Včasih pride kdaj tako, da nimam časa, ampak mogoče vse za 5 minut. Prvo grem, pa preberem Večer, moj Maribor, tako da, ja, z veseljem. Gloria Lorenci je pred 20 leti, smo ugotavljali, prej pisala eno reportažo o vas v takratnem tedniku 7 dni. Tudi v bistvu na tak način je Večer predstavljal recimo v tistem trenutku vašo zgodbo. Se spomnite tistega intervjuja, tiste reportaže? Ja, moram reči, da spomnim se zelo, kot da bi bilo to včeraj, zdaj sicer približno vsebina ne, ampak bila sem zelo vesela, da me je Gloria spremljala na delovnem mestu, da je potem so ljudje tudi eni, ko so me potem drugič stavljali, ko so to prebrali, bili bolj spoštljivi do nas. Res je bila zelo prisrčna, taka čustvena reportaža, pravična, ne, tako da moram reči, da res. Ne morem pa verjeti, da je minilo 20 let, pa da sem sebe videla pred 20 leti na slike. To smo zdaj pogledali, ja, to fotografijo. Zdaj se selite na drugo delovno mesto. Imate mogoče kakšno željo glede tega, glede spremembe? Ja, tako bom rekla. Človek, pač, ko že toliko let dela, ne, jaz imam delam že tukaj vse skupaj 22 let, 17 let kot čistilka in po pravici povem, da si želim neke druge spremembe, da bi kljub temu, da človek še že malo v letih pa, da bi mogoče malo pasalo sprememba delovnega okolja. Tako da tu sem delala zjutraj, pa popoldan, tam pa bom delala samo eno izmeno. Za delo pa bomo videli, kakšno bo. Upam, da ni pretežko. Imate mogoče še kakšno sporočilo za tiste, ki poslušajo, recimo v povezavi z poklicem, ki ga opravljate? Jaz bom rekla tako, vsak poklic je časen, ne se bati dela čistilke, res je tudi težko, sploh še drugje, ko še imajo večje objekte. Jaz sem to delo do zdaj opravljala z veseljem, sicer malo bolj počasi, ampak je šlo. Tako da ne bojte se delati čistilke ali snažilke. Hvala, Jožica, za vsa leta, ki ste jih že opravili za nas, za številne druge Mariborčanke in Mariborčane. In upam, da bo novo delovno mesto čim bolj prijetno, kolikor se le da, in pa da boste še kaj pogledali na Večerovo spletno stran. Vsekakor. Ne bom pozabila na vas, nikoli. Tako da hvala vam za ta intervju, pa vse ostalo, pa se veselim Večera, branje. Srečno. Srečno. Tako, to je bil spontan pogovor z Jožico. Je pa Jožica Korošec za Večer ta teden že govorila. Za sobotno prilogo so sodelavke in sodelavci pripravili dosje o plačah in dostojnem delu. Z rezkalcem, čistilko, kmetom, vzgojiteljico in medijskim delavcem so govorili o minimalni plači in maksimalnih izkoristkih,
o življenjskem standardu in pogledih na panoge, v katerih delujejo in preživljajo sebe in ali svoje družine. Plača je pomembna, a ni edino, kar človeka drži pokonci. Človek potrebuje tudi dostojanstvo, je spoznanje. Več pa torej v Večeru v soboto. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, oddaja davčnih obrazcev, prijava prebivališča, vloga za štipendijo ali subvencionirano vozovnico, vpogled v nepremičnine, preverjanje čakalnih dob v zdravstvu ali celo registracija podjetja. Vse to je danes mogoče urediti po spletu. Ključno orodje za dostop do teh storitev je tudi elektronska osebna izkaznica, ki državljanom omogoča varno digitalno identifikacijo in elektronski podpis. Prek portalov, kot so e-uprava, e-davki, e-vem, e-zdravstvo, e-prostor, Spot in številni drugi, uporabniki že množično oddajajo elektronske vloge, prejemajo uradne dokumente v digitalni obliki in dostopajo do podatkov iz uradnih evidenc. Velika prednost je tudi predizpolnjevanje vlog z obstoječimi podatki, kar zmanjšuje napake in pohitri postopek. Od aprila 2023 nova biometrična osebna izkaznica nadomešča tudi zdravstveno izkaznico pri obisku zdravnika, lekarne ali optika, saj zaradi fotografije nadomešča dodatno preverjanje identitete. Elektronsko funkcionalnost je mogoče preprosto aktivirati z mobilnim telefonom in aplikacijo e-osebna. Zadnja novost pa je tudi virtualna identiteta, ki omogoča prijavo v e-storitve zgolj z mobilnim telefonom brez uporabe fizične osebne izkaznice. Podrobnosti pa v članku Mitje Segaja v današnjem Večeru in na vecer.com. Na kanalu podcasta Večer izjutraj ter na naši spletni strani in Večerovem YouTube profilu smo včeraj objavili prvega od 5 predvolilnih duelov, ki jih bomo objavili do 22. marca, ko bodo parlamentarne volitve. Novinar in urednik Tomaž Ranc je v prvi epizodi soočil Anžeta Logarja in Vladimirja Prebiliča. Zdaj pa objavljamo še kratka posnetka, v katerih smo kandidata na volitvah pozvali, da se opredelita do 7 kratkih vprašanj. Najprej bo svoje odločitve predstavil Prebilič, nato Logar. Kandidat, opredelite se. Naj premijerka ali premijer Slovenije? Naj premijer Janez Drnovšek. Naj predsednica oziroma predsednik republike? Naj predsednik Milan Kučan. Naj poslanec poslanka? Kaj pa vem, da so bili mogoče iz tiste generacije, ko je bil še SD, Potrč. Naj svetovni voditelj, voditeljica? Barack Obama. Naj prigrizek ob 2 zjutraj? Kisla juha. Naj slovenska pesem z Eurovizije? Tih deževni dan. Slovenski nogometni klub, za katerega navijate? NK Maribor. Kandidat, opredelite se. Naj predsednica, predsednik republike? Borut Pahor. Naj premijer, premijerka? Janez Drnovšek. Naj poslanec, poslanka? Eva Irgl. Naj svetovni voditelj ali voditeljica? Jacques Chirac. Naj prigrizek ob 2 uri zjutraj? Nič prigrizka, recimo zeleni čaj. Naj slovenska pesem z Eurovizije? Tih deževen dan. Naj slovenski nogometni klub? Olimpija. To je bil Večer izjutraj 29. januarja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Vabim vas, da kakovostno novinarstvo podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Res veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.